Hernija diska, ledvena bolečina, išias, vse to ima nekaj skupnega. Mešanico napetosti, ki ujame hrbtenico, in težavo s poravnavo, tista znana blokada v hrbtu. Danes ti bom pokazal, kako izboljšati ti dve težavi z enostavnimi vajami za dobro gibanje. In niti treba biti suh, mlad ali gibčen, da bi imel dobro gibanje. Seveda, večinoma ta napetost, ki zateguje hrbtenico, prihaja bodisi iz mišic psoasa, prepone, upogibalcev kolka ali iz notranjih organov, želodca, jeter, črevesja. Zato se bomo posvetili tema dvema težavama. Začni tako, da nasloniš stopalo na stol, naj sezujem superge, naj me žena ne krega, to je zdrava pamet, prav? Začni tako, da nasloniš stopalo na stol, roke daš na boke in potisneš telo naprej, dokler ne začutiš prijetnega raztezanja spredaj v kolku. Pazi, ne smeš siliti, nočem, da čutiš bolečino. In pazi tudi, da se medenica ne obrača, zato imaš roko tukaj na boku. V tem razteznem položaju boš dihal tako, da boš izdihnil čim več zraka, večkrat v 30 sekundah. To boš ponovil 3-krat z vsako nogo. Tukaj raztezamo vse te mišice, celo to verigo mišic, na varen način in brez poškodb. Potem bomo prešli, zdaj naj se obujam, prešli bomo na visceralne napetosti. Sedi na kavč, na primer, tako da si med sedenjem in ležanjem na zelo udoben način, da lahko sprostiš predvsem trebušne mišice, mišice trebuha, prav? Naredi nekakšno školjko z rokami in poglobi del mezinca tukaj v spodnji del trebuha. Naj malo dvignem svojo majico tukaj, lej. Poglobi tukaj v spodnji del trebuha. Predstavljaj si, da boš kopal v pesku na plaži. Poglobi, potegni malo proti popku. In v tem položaju lahko ostaneš, tukaj pri miru, držiš, kot da bi v naročju držal dojenčka. Od 30 sekund do minute, a pa lahko narediš valovito gibanje. Vidiš? Povleci in počasi spusti, dokler ne povzroča bolečine. Prav tako od 30 sekund do minute, to je dobro za lumbago. Ko ležimo, v resnici zapiramo sklepe tam zadaj. Torej, bo ta vaja služila za izboljšanje poravnave, kot da bi izboljševali prileganje, da se ta sklep zapre brez bolečine. En nasvet, če boste vaje iz tega videa izvajali v vrstnem redu, kot ga kažem, boste občutili veliko večje olajšanje. Izboljšate položaj hrbtenice, začnite na koncu hrbtenice, pri sklepih križnice. Sedejte tako, da je ena stran zadnjice zunaj stola. Nato premaknite, tako boste bolje videli, glejte. Premaknite nogo nazaj, dokler ne začutite prijetnega raztezanja tukaj spredaj v kolku. Zdaj uporabite malo moči, kot da bi se želeli dvigniti 1 centimeter stola. Poglejte, tako. Moč! Zadrži. In se sprosti. Sprosti se. Tukaj uporabljamo moč mišic, da zvijemo, poravnamo medenico, vključno s križnico. Narediti moraš le 3 do 5-krat z vsako nogo. Vsaka ponovitev je boljša od prejšnje. Potem se samo uležeš na rob postelje, tako da medenica in nogi vizita čez rob postelje. Sprosti se, začutil boš, kako se hrbtenica razbremeni, razteza s težo nog in z dihanjem. Bodi pozoren, ko globoko vdihneš, začutiš, kako se hrbtenica še malo bolj raztegne. Ohrani to prijetno, nadzorovano sprostitev in počasno dihanje 1 minuto. To je dovolj, da narediš tisto končno poravnavo, ki jo tvoja hrbtenica potrebuje. In če je zate obračanje v postelji problem, moraš pogledati ta video. V njem pokažem, kako olajšati to bolečino, ne da bi izgubil spanec. Samo klikni tukaj na zaslonu. In če ti je ta video pomagal, ne pozabi ga deliti z nekom, ki ga potrebuje. Pomisli na nekoga, ki ima težave s hrbtenico ali bolečine v križu. In pošli ta video. To je vse, kar te prosim. Tukaj se poslavljam, velik objem in se vidimo naslednjič.